Spoštovane in spoštovani, lep dober dan želim in lepo pozdravljeni na današnjem dogodku. EU danes je čas za tesnejšo integracijo. Prireja ga predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani, seveda v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo. Danes bomo, spoštovane in spoštovani, slišali, kateri so naslednji koraki poglabljanja Evropske gospodarske in denarne unije, kako doseči večjo demokratično legitimnost in politično odgovornost v nadaljnji integraciji, ter kako približati Evropsko gospodarsko in denarno unijo državljanom in ne nazadnje prisluhnili razpravi o političnem vidiku poglabljanja Evropske gospodarske in denarne unije. Z nami je predsednik Republike, gospod Borut Pahor, ki ga seveda lepo pozdravljam. Za govornico pa sedaj na samem začetku vabim vodjo predstavništva Evropske komisije v Ljubljani, gospoda Zorana Stančiča. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, cenjene ekscelence, gospe in gospodje. Najprej pozdravljam v imenu predstavništva Evropske komisije v Sloveniji na konferenciji o poglabljanju ekonomske in monetarne unije, ki pa ni zgolj razprava o bodočnosti območja evra, pač pa o prihodnosti Evropske unije kot celote. Ob številnih izzivih, s katerimi se v Uniji soočamo v zadnjem obdobju, so to na prvi pogled morda ne zdi tema, ki bi pritegnila veliko pozornosti ali pa sprožila širšo razpravo v družbi. A to prepričanje je le navidezno, saj v večini držav članic spremljamo jasne pozive za več Evrope in vse večja pričakovanja tudi o oblikovanju evropskega odziva na skupne krize in izzive, s katerimi se soočamo, tudi na gospodarskem in seveda finančnem področju. Formalno je to vrstno razpravo odprlo poročilo o dokončanju Evropske in ekonomske in monetarne unije, ki ga je 5 predsednikov evropskih institucij predstavilo že junija meseca lani. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je to vprašanje že na začetku svojega mandata predstavil kot eno od svojih 10 prioritet in 10 ključnih nalog Evropske komisije. Veliko ljudi pa je ob pripravi tega poročila zamahnilo z roko, rekoč, spet eno novo poročilo evropskih institucij. To nas niti ne preseneča, saj integracijski proces ves čas spremljajo različne ideje o prihodnosti Evropske unije. Kljub temu pa je potrebno priznati, da poročilo 5 predsednikov predstavlja izhodišče za razpravo o prihodnosti območja evra in unije v drugačnem političnem kontekstu kot kadarkoli prej. Slednjega, poleg trenutnih izzivov, kot je recimo begunska kriza, zaznamujejo zlasti izkušnje največje finančno-gospodarske krize, ki je Evropo pestila zadnjih 6 let. Torej, naj se sliši še tako paradoksalno, dejstvo je, da je Evropska ekonomska in monetarna unija danes v precej boljšem stanju, kot je bila pred finančno krizo. V zadnjih 5 letih smo namreč sprejeli cel niz strogih ekonomskih in proračunskih pravil, ki so vodila k oblikovanju bolj odpornega fiskalnega in makroekonomskega okvirja območja evra. Vendar pa seveda to ne zadostuje, saj razlike v ekonomski uspešnosti držav evropskega območja ostajajo precejšnje. Zato 5 predsednikov poudarja, da je za stabilnost območja evra in unije kot celote potrebno ekonomsko in monetarno unijo dopolniti z ukrepi, ki jo bodo dokončali. Poročilo 5 predsednikov predstavlja vizijo in tudi časovni načrt za doseganje ekonomske in monetarne unije na 4 medsebojno povezanih področjih. Prvič, potrebno je dokončanje prave ekonomske unije. Drugič, potrebna je vzpostavitev finančne unije, kar pomeni dokončanje bančne unije in pospešeno vzpostavljanje unije kapitalskih trgov. Tretjič, potrebna je tudi fiskalna unija, ki bo skrbela tako za fiskalno vzdržnost, kot tudi seveda za fiskalno stabilizacijo. In četrtič, potrebujemo tudi politično unijo, ki bo na podlagi demokratične odgovornosti, legitimnosti in institucionalnih okrepitev zagotavljala temelje za vse 4 unije. Poglobitev ekonomske monetarne unije je predvidena do leta 2025 in sicer v 2 korakih. V prvi fazi, ki poteka od lanske objave poročila do sredine leta 2017, naj bi okrepili poglabljanje z izvajanjem obstoječih pravil in čim bolj izkoristili možnosti, ki jih za poglabljanje nudijo obstoječe pogodbe. V drugi fazi,
ki ne bi jo dokončali do leta 2025, pa bi bili sprejeti daljnosežnejši ukrepi za dokončno vzpostavitev ekonomske in institucionalne strukture EMU, ki bo vodilo tudi k oblikovanju bolj pravno zavezujočega procesa konvergence, ki bi zahteval spremembo ustavnih pogodb seveda. Trenutno smo torej v tej prvi fazi, v okviru katere je Evropska komisija oktobra 2015 predstavila niz pobud, za katere spremembe ustanovitvenih pogodb sicer niso potrebne, bi pa vodile k zagonu ekonomske in socialne konvergence monetarne unije. Dovolite, da jih na kratko omenim, saj bodo dejansko v nadaljevanju predmet razprave panelov. Sveženj ukrepov za prvo fazo poglabljanja vsebuje prenovljen pristop k evropskemu semestru, vključno z okrepljenim dialogom s socialnimi partnerji, nacionalnim parlamentom in seveda tudi z Evropskim parlamentom, ter večjo vključenostjo zaposlovalnih in socialnih vidikov v evropski semester. Komisija predlaga tudi analizo izvajanja fiskalnih pravil, sprejetih v času krize, ter na podlagi analize načrtuje predložitev predlogov za izboljšanje preglednosti, predvidljivosti in učinkovitosti obstoječih pravil ter njihovega izvajanja. Evropska komisija predlaga tudi ustanovitev nacionalnih odborov za konkurenčnost in tudi svetovalnega Evropskega fiskalnega sveta, podala pa je tudi pobudo za enotnejše zastopanje evrskega območja v mednarodnih inštitucijah, torej v Mednarodnem denarnem skladu. Hkrati je sprejela tudi zakonodajni predlog za še zadnji korak dokončanja bančne unije, gre za predlog Evropskega sistema zajamčenih vlog. To so torej predlogi prve faze, ki so trenutno predmet razprave med državami članicami. Njihovo sprejemanje je ključno v kontekstu priprave druge faze, saj sta seveda obe fazi medsebojno zelo tesno povezani. Druga faza napoveduje velik preskok v razvoju ekonomsko-monetarne unije in celotne Evropske unije. Poročilo 5 predsednikov namreč v drugi fazi predvideva vzpostavitev proračuna območja evra. To seveda tako odpira dve ključni vprašanji. Kako bi se ta proračun seveda polnil, ter kaj naj bi ta skupni proračun financiral. Drug daljnosežnejši ukrep je denimo vzpostavitev evropske zakladnice. Vse to so v tej fazi še povsem odprta vprašanja, ki se dotikajo razprav nadaljnjega prenosa suverenosti oziroma pristajanja na skupno odločanje o doslej nacionalnih proračunskih ekonomskih politikah. Zato seveda zahtevajo veliko razprave in terjajo še bolj okrepljen demokratični nadzor in tudi seveda politično odgovornost tistih, ki bodo sprejemali odločitve. Spoštovani, bodimo jasni, med državami članicami se ambicije za izgradnjo ekonomske monetarne unije močno razlikujejo. Nekateri trdijo, da predlogi vodijo v prehitro integracijo in da trenutno dogovorjena pravila popolnoma zadostujejo, spet drugi pa menijo, da bi bili lahko predlogi časovno in tudi glede vsebine ambicioznejši. Ne glede na to pa predstavlja poročilo 5 predsednikov po mnenju komisijo odlično izhodišče za strukturirano in odprto razpravo v vseh članicah glede predvidenih ukrepov v obeh fazah. Čeprav se torej druga faza mogoče zdi še nekoliko oddaljena, bo komisija že sredi letošnjega leta imenovala skupino strokovnjakov, ki bodo spomladi leta 2017 pripravila belo knjigo o dolgoročnejših predlogih. Sočasno s pripravami za zagon druge faze pa komisija spodbuja tudi nacionalne razprave, take kot je današnja, v okviru katerih želi slišati ideje in predloge o tem, kaj je potrebno, kaj je izvedljivo in tudi kaj ne uživa podpore, ne le strani vlad, temveč tudi strani civilne družbe in vseh evropskih državljanov. Zato sem zelo vesel, da odpiramo vprašanje o prihodnosti območja evra in Evropske unije tudi tukaj v slovenskem prostoru. Veselim se slovenskih pogledov in predlogov, ter vsem nam želim konstruktivno in uspešno konferenco. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Stančiču. Sedaj pa za nekaj uvodnih misli prosim še dekana Ljubljanske pravne fakultete, gospoda Miho Juharta. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Pravne fakultete v Ljubljani, ki skupaj z STA in predstavništvom Evropske komisije gosti današnje srečanje. Pogovor o tem, kaj bo jutri, je nadvse pomemben in tega,
kako je treba vstopati v evropsko integracijo in kako se je treba prilagajati pravnemu sistemu, se na pravni fakulteti zelo dobro zavedamo. Smo verjetno ena prvih fakultet v regiji, ki je že v začetku 90-ih let uvedla predmet prava Evropske unije in na ta način začela vzgajati bodoče generacije pravnikov za pomembno pot, na katero je stopila Slovenija po svoji osamosvojitvi s približevanjem evropskim integracijam. Prepričan sem, da smo to delo upravili dobro, kar dokazujejo predvsem rezultati naših študentov na evropskih tekmovanjih. Morda naj ne zveni kot samohvala, vendar prejšnji mesec so naši študentje zmagali na tekmovanju European Law Moot Court Competition v Luksemburgu v konkurenci 84 evropskih in svetovnih prestižnih univerz. Pogovor o tem, kakšna bo prihodnost evropske integracije, kot rečeno, je nadvse pomemben. Verjetno si pred 20 leti nismo predstavljali, da bodo v Evropi pripadle meje, da bomo plačevali z enotno evropsko valuto. Tako se je seveda tudi današnje besede gospoda Stančiča in predvsem poročilo 5 predsednikov zdijo preroške na nek način, nekaj, kar je težko pričakovati. Vendar prepričan sem, da bo Evropa zmogla korak naprej in da bo dosegla visoko stopnjo integracije v prihodnje. Zato je potrebno graditi vladavino prava, na kateri Evropska unija tudi počiva. Hvala lepa. Hvala lepa za oba uvodna nagovora. Zdaj pa k uvodnim mislim vabim predsednika Republike, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovane gospe in gospodje, ekscelence. Konferenca zastavlja vprašanje, ali je danes čas za poglobljeno integracijo Evropske unije. In moj odgovor je pozitiven. Danes in vselej je čas za poglobljeno integracijo, za poglabljanje integracije. Gospod Stančič je omenjal poročilo 5 predsednikov. Ali je to poročilo korak v pravi smeri? To je droben, sramežljiv korak, ampak je korak v tej smeri. Ali lahko v kratkem pričakujemo kakšne opaznejše, bolj radikalne, bolj odmevne iniciative glede tega? Težko. V tej situaciji v Evropski uniji ni pravega emocionalnega okvira, ki bi spodbujala razpravo o nadaljnji krepitvi sodelovanja 28 držav oziroma tistih držav, ki se zavzemajo za večjo enotnost med njimi. Bo pa ta čas prišel. Ne znam si predstavljati razmer, ko se to ne bi zgodilo. V dobrem primeru se bo to zgodilo v bližnji prihodnosti tedaj, ko bo postalo razpotje, ki smo mu danes že priče, vendar se ne kaže popolnoma v vseh razsežnostih, ko bo postalo popolnoma jasno. Ali se bo Evropska unija nadalje povezovala, poglobila svojo enotnost, seveda znotraj različnosti, o tem nekaj več v prihodnje, ali pa bo že zaradi tega, ker bo ostala pri tem, kar lahko opazujemo danes, mislim na pravno in druge ureditve Evropske unije, v bistvu stagnirala in začela počasi propadati. Ko bo, kot rečeno, prepričan sem, da prej ali slej to bo, ko se bo to vprašanje zastavilo med širšo javnost, ne samo med ozko zainteresirano javnost, potem se bo vzpostavil potreben emocionalni okvir, ki je vselej v zgodovini pomemben, praviloma je celo pogoj za velike institucionalne in druge premike pri podobnih vprašanjih, bodisi pri
nastanku držav ali pa pri nadaljnih korakih njihovega povezovanja. Da bi razumeli, kaj hočem reči, naj se spomnim žalostnega konca ustavnega procesa, ki ga je začela pred 15 leti konvencija za prihodnost Evrope pod vodstvom predsednika Destena. Mislim, da so precej uspešno zaključili pripravo drafta, pripravo osnutka dokumenta, ki so mu zelo ambiciozno dali ime ustava. Čeprav na začetku ni bilo mišljeno, da jo bojo kot ustavo pripravili, vendar so želeli pisci in vsi, ki so pri tem sodelovali, dati temu dokumentu ta značaj. Pokazalo se je, da je sicer v določenih intelektualnih, zlasti v političnih krogih, zamisel o poglobljeni Evropi dozorela, vendar pa ni potrebno navdušila ljudi v državah. Korenitost, zgoščenost sprememb, ki so jim bili ti ljudje izpostavljeni v prejšnjih 10 ali 15 letih, bodi si tisti na zahodu, ki so spremljali širitev, ali tisti na vzhodu, ki so bili deležni sprememb s to širitvijo, neposredno, so bili nekako utrujeni od teh zgodovinskih sprememb in, kot rečeno, emocionalno niso bili pripravljeni na novo. Ker seveda sprejemanja te ustave ni obkrožalo vrenje tistih, ki bi jo bodisi podpirali ali tistih, ki bi nasprotovali, je seveda klavrno nasedla na 2 formalnih referendumih v 2 državah, na čereh ravnodušnosti, pa tudi seveda nezadovoljstva ljudi z predvsem domačimi politikami in ne toliko za voljo tako različnih pogledov na prihodnost Evropske unije. Za vse tiste, ki vidimo v poglobitvi Evropske unije naš eksistencialni pogoj, tukaj mislim na nas kot posameznike in na nas kot narode. Za vse tiste, ki tako ocenjujemo, je izjemno pomembno, da se iz te lekcije, iz tega žalostnega propada ustavnega procesa v letih 2004-2005 naučimo. Da je zdaj, ko ni tega emocionalnega pogoja, okvira, ki bi nam dopuščal, da bi z vizijami bolj poglobljene Evrope šli pogumneje naprej, vzamemo čas in razdelamo nekatera vprašanja, ki so pomembna za to, da bomo z odgovori na nje znali prepričati ljudi za to, da se bodo v pravem času, ko bo prišlo do pravih dilem, znali in navdušiti in opredeliti. Nenazadnje imamo Slovenci s tem nekaj izkušenj kot narod. Ko je v sredini 80 let ko je nastajal draft, osnutek nove slovenske ustave, bodisi pisateljske ali tiste, ki je nastajala v okviru nacionalnega programa Nove revije, se večina Slovencev takrat ni ukvarjala z vprašanjem nove države. To se je zdelo večini ljudi paradigmatsko od stvarnosti zelo oddaljeno vprašanje. Toda skupini ljudi, ki je postajala vse širša, je uspelo, da je v naslednjih letih toliko pripravila intelektualno, politično in v vseh ozirih zrelo podlago, da ko je nastopil čas emocionalnih premikov, ljudje, ki so naenkrat terjali odgovore na velika vprašanja prihodnosti, niso ostali brez njih. Torej, čeprav se zdaj zdi, in to je zelo političen govor, nič akademski, če se torej zdaj zdi, da tisti, ki smo naklonjeni poglobitvi Evropske unije, in vi veste, da osebno govorimo o Združenih državah Evrope, zato da bi, kolikor je mogoče, nazorno pokazal, v katero smer grejo moje razmišljanja o prihodnosti Evropske unije. Zlasti zato, ko racionujemo, da zdaj ni tega emotivnega, političnega, intelektualnega okolja,
v katerem bi nastali stvarno prelomni koraki. Zdaj je čas, da premišljujemo o njih dovolj ambiciozno, dovolj premišljeno, nezaletavo, da bomo počasi, a zagotovo, bili pripravljeni biti nosilci gibanja, ko se bo vse sprožilo. Morda se to ne bo zgodilo še nekaj let. Morda se bo zgodilo prej, kot pričakujemo, morda s kakšno zamudo. Toda naj vam še enkrat povem, prej ali slej se bo zgodilo. Tako kot je zdaj, ne more ostati. Ne more ostati. 28 držav zdaj utemeljuje Lizbonska pogodba, ki je bil, če rečem, za vso svobodo akademskega prostora preprosto nek nujen zgodovinski kompromis po padcu osnutka ustavne pogodbe. Ampak slab kompromis, tak, da je zadržal Evropsko unijo v tem smislu imeniten, ker je preprečil, da bi prišlo zaradi odsotnosti enotnejše pravne podlage do njenega takojšnjega nazadovanja. Ampak slab v tem primeru, da pravzaprav ni ponudil nič bistveno novega v institucionalnem smislu za to, da bi Evropska unija šla naprej. Da bi bolj jasno razčistila to ključno vprašanje njene eksistence in to je vprašanje enotnosti in različnosti. Namreč, če sem prej omenil Združene države Evrope, naj povem, kar vedno rečem o predavanjih, tako na slovenskih kot na tujih univerzah, evropskih ali ameriških. Ko govorimo o Združenih državah Evrope, nimam za vzor Združene države Amerike. Evropa je utemeljena na različnosti in tudi Slovenci si ne smemo obetati nič dobrega od Združenih držav Evrope, če recimo naš jezik ne bi bil uradni jezik te Evrope. Na referendumu, v tem primeru jaz za Združene države Evrope ne bi glasoval. O tem govorim, ko govorim o teh zelo delikatnih vprašanjih razmerij med različnostjo in enotnostjo. Toda na drugi strani vem, da je Lizbonska pogodba omogočila Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, komisiji, da je v soočanju z finančno krizo, potem z migrantsko krizo, zdaj, kot se zdi, z varnostno krizo, vendarle na nek način z sui generis rešitvami omogočila, da je prišla do ustreznih politik, tako, da je šlo to prej v smer njene večje enotnosti, kot v smer njenega razkroja. Toda dolgo časa tako ne more biti. Tudi zaradi narave problemov, s katerimi se sooča Evropska unija, se bo dvignila raven popularnosti tistih zamisli, ki bodo v Evropski uniji videli probleme, ne rešitve. Na to vas posebej opozarjam. To je političen govor, pravim. Ne? Vedno več utegne biti tistih, ki bodo rekli, da je za nastale probleme doma in v širši domovini kriva prav Evropska unija. To je velika nevarnost za ta projekt in tudi za nas. Za vse tiste, ki verjamemo v Evropsko unijo in tudi za Slovenijo kot majhno nacijo in državo. In tukaj bi na koncu rad odgovoril na vedno zelo aktualno vprašanje, zakaj kot državljan, zlasti pa kot predsednik majhne države, zagovarjam poglobitev Evropske unije, se bo to pomenilo, via fakti, da bo, to je razvidno že iz tega drobnega, sramežljivega koraka poročila 5 predsednikov, več enotnosti, torej več tistega, kar bi lahko rekli, da je poseg v nadaljnjo suverenost držav članic. To je res. Ampak mislim, da je to pogoj, da je Evropska unija učinkovita, da torej, kot radi rečemo, je sposobna dajati rezultate, ki jih od nje pričakujejo ljudje, 500 milijarde nas je. Mislim, da drugače takih rezultatov v naslednjih letih ali desetletjih ni mogoče dajati. Smo v globalnem svetu. Mislim, da nobena država, tudi Nemčija ali druge velike države same v tej konkurenci, vsakršni, same ne morejo biti tako dobre, kot so lahko povezane. Razumem pa, da je treba o tem prepričati ljudi.
ta proces nas še čaka, vendar mislim, da je tudi za Slovence pomembno, in zato sem danes tukaj, da ne zamujamo s takimi konferencami, razpravami, pogovori, da vzdržujemo neko intelektualno in politično kondicijo razmišljanj o Evropski uniji, ker je to naša domovina, ker, vsaj po mojem mnenju, to mora tudi ostati, ker je od nje odvisna sprava, mir, razvoj, tudi naša blaginja, nas varuje pred tem, da bi se vrnila stara geopolitika, ta nas je vedno ogrožala v preteklosti in nas bo spet, če se bo vrnila. Mislim, da pomeni, in to je zdaj moj ključni stavek, mislim, da pomeni za Slovence in za Slovenijo nadaljnje poglabljanje Evropske unije določeno tveganje, vendar je to razumno tveganje. Tveganje, ki je povezano s tem, da ostanemo pri položaju, v katerem smo, ali celo zdrsnemo pod raven potrebne kohezije Evropske unije, pomeni za Slovence in za državo Slovenijo nerazumno tveganje. V tem smislu to danes seveda je in ostaja v prvi vrsti intelektualni posvet, vendar kolikor je in bo odmeval v zainteresirani in splošni javnosti, je tudi seveda več kot to, vsaj z mojega stališča. Je to še ena od priložnosti, ko se moramo Slovenci zavedati svoje odgovornosti za to širšo domovino, ko se ne smemo udati v neko nevarno pozicijo, da bodo itak o njeni usodi odločali veliki in da bodo te odločitve šle mimo nas. Na koncu boste videli, da ne bodo. Na koncu bomo tudi Slovenci na referendumu odločali o svoji izbiri. In moramo pripraviti naše ljudi na to izbiro. Vsako drugo obnašanje je malomarno obnašanje. Zato so te diskusije intelektualno in politično pomembne. Naslavljajo sicer majhno zainteresirano javnost ta hip, ampak v pripravah na naslednja leta, morda desetletje, pa predstavljajo pripravo nas vseh kot skupnosti, da bomo, ko se bo treba odločiti, upam, sprejeli pravo odločitev in ostali v Evropski uniji, ki bo bistveno bolj poglobljena, ki bo federalna. In na koncu, 10 let po padcu referendumov na Nizozemskem in v Franciji, praktično ni bilo niti intelektualnih, niti političnih iniciativ za evropski federalizem. Danes je tudi zaradi tega situacija taka, da dobivajo krila tisti, ki v Evropi vidijo problem in rešitve. To nam mora vzbujati vsaj zaskrbljenost. Naša politična, moralna dolžnost je, če verjamemo v idejo Združene Evrope, da se zdaj borimo za to idejo. Da se borimo na ta način, da poskušamo ljudem, ki imajo ali dvome ali vprašanja glede nje, poskušati odgovoriti, kolikor je mogoče jasno. Pričemer na vsa vprašanja ni mogoče povsem jasno vedno odgovoriti. Gre za velike ideje in te, tudi če so najbolj razmišljene, dostikrat ostanejo delno, bom rekel, neodgovorjene. To je značilno za vse velike vizije. Ampak hočem povedati, da danes to ni nepomembna razprava, da je sestavni del enih priprav na veliko razpravo, da se zdi, kot da zdaj vse počiva, ampak v bistvu se v enem taboru tistih, ki menijo, da je evropski projekt obsoleten, že pripravljajo na politični zalet. Mislim, da se moramo v taboru tistih, ki mislimo, da evropska ideja ostaja aktualna in da postaja še bolj aktualna, kot je bila, pripraviti na to situacijo in se pripraviti v tem smislu, da ko bo prišlo do tega emocionalnega okvira, ko bo prišlo do odločitev,
jih bo treba pripraviti in ko se bo o tem odločilo, da bomo znali vzpostaviti potrebno vzdušje, ki bo omogočilo izbiro za Evropsko unijo, morda za Združene države Evrope. In na koncu, Evropska pravna fakulteta je v tem smislu po desetletju intelektualne ravnodušnosti glede evropskega federalizma pripravila draft Evropske ustave. Profesor Jambrek, ki je sodelavci tukaj doma in v tujini, pripravil zanimiv osnutek. Morda bi lahko ta fakulteta, gospod dekan, pripravila recenzijo tega drafta. To bi bil prav gotovo vznemirljiv, intelektualni in tudi, se mi zdi, akademski izziv. To bi prispevalo k temu, da bi Ljubljana ostala neko središče, jaz si zelo želim kot predsednik republike, da bi to bila, v kateri se intenzivno razmišlja o bolj povezani Evropski uniji, da bi iz Ljubljane, iz Slovenije prihajale vse bolj pogosto sporočila, signali o tem, da se tukaj dogaja neko intelektualno vrenje, da bi se začelo govoriti o ljubljanskih pobudah, o slovenskih iniciativah. Mislim, da je to za usodo nas, naših otrok in njihovih otrok eksistencialnega pomena. Na koncu naj rečem, da ta diskusija in te odločitve, ki jim bomo priča, niso akademske diskusije in še manj neke duhamorne pravne odločitve, ampak bodo v osnovi posegle v naravo našega življenja, nas bodo ohranjale kot narod ali pa nam bodo to možnost lahko precej ogrozile. Jaz vidim kot možnost za ohranitev seveda federacijo, kot rečeno, predstavlja to neko tveganje, vendar je razumno, vendar ko vse drugo predstavlja tveganje, ki je nerazumno oziroma z naše strani neodbadljivo. Imam občutek, da je zahodni del Evrope po 15 letih, po dobrih 10 letih, če želite, širitve, na nek način naveličan problemov, ki jih je ta širitev, ki je bila ideološki in politični projekt, tudi ekonomski seveda prinesla, in nekako ne želi razmišljati o povezavi nadaljnji 28-terice, so pa razmisleki v določenih intelektualnih in političnih krogih, da bi prišlo do nekega razvrščanja, v katerem bi morda stare članice ali pa tiste, ki so bolj pripravljene, ki so bolj konkurenčne, še naprej. Če in kolikor se to utegne zgoditi, mora biti Slovenija zraven. Če bi se zgodilo, da bi se razvrščanje v naslednjih letih kot nadomestek za federalizacijo celotnega evropskega območja zgodilo, mora biti Slovenija zraven. Če bi izpadla iz tega, bi to pomenilo, da nam ni uspelo to, kar je bilo v osnovi zamisli o vzpostavitvi naše države, o njenem vstopu v Evropsko unijo, pa tudi v Zvezo NATO, v evroprostor in v šengenski prostor. To je, da smo v najbolj povezanem delu Evrope. Da pa bi tam bili, se moramo pripraviti. Da, ko bodo padale odločitve, da smo mi sestavni del teh, ki bodo o tem odločali. Na vzhodu, kot rečeno, imate mnogo političnih sil, ki so naveličane konstantnih direktiv, sporočil iz Bruslja, ki vidijo, da so iz prvega obdobja združitve povlekle precej za svoj razvoj in jih, vsaj nekatere se mi zdi danes veliko bolj druži v Evropi strah pred Rusko federacijo, kot pa ena intimna, globoka želja po tem, da skupaj nadaljujemo evropsko pot. To so, mislim, da legitimne razlike med evropskimi državami. Slovenija se mora teh razmer zavedati, jaz sem od njih tukaj govoril odkrito, in se odločiti, kje je njen položaj. Mislim, da mora slovenska politika, slovenska javnost, slovenska akademska srednja, naši ljudje, kolikor je to mogoče, o tem bolj in večkrat govoriti odkrito, brez dlake na jeziku. To je naše eksistencialno vprašanje. Tukaj, že v tej dvorani smo verjetno tisti, ki verjamemo
v Združene države Evrope in tisti, ki temu odločno nasprotujemo. To je legitimno. Zdaj gre za to, da se ti dve koncepciji v osnovi in cela paleta tistih vmes nekako bolj izkažejo. Na nas je, da pripravimo ta intelektualni zalet in da uspemo, ko bo odločilni trenutek, da bodisi vseh 28 držav poglobi sodelovanje ali pa, če bo prišlo proti naši volji do razvrščanja v skupine, Slovenija ostane v tisti skupini držav, ki se bodo tako odločile. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše uvodne misli. S tem pa zaključujemo tudi uvodni del današnje konference. V nadaljevanju se bomo posvetili razpravi na prvem panelu z naslovom Kateri so naslednji koraki poglabljanja gospodarske in denarne unije, ki ga bo vodila novinarka gospodarskega uredništva Slovenske tiskovne agencije kolegica Franja Zagorc. Seveda pa v tem trenutku že prosim tudi vse sogovornike, da se nam kar pridružijo na odru. V uvodnem delu bo to vse. Hvala lepa seveda za pozornost. V nadaljevanju pa želim vsem obilo poglobljene razprave in prijetno dopoldne.